Dober večer, spoštovani in spoštovani. Takole nas je v današnji večer popeljala, a veste kdo? Ja! Kako je tej punci ime? Tina! Kako? Tina! Ja, od kje pa poznate? Iz talentov, tako je. Dajmo en velik aplavz za Kiro Štruc Jurički, ki si je danes vzela čas in prišla z nami na tale lep večer prižgati lučke v našem mestu. Danes se je že tudi zelo veliko smrečic v mestu okrasilo, odpiramo drsališče, skratka začenja se en lep december tukaj v Slovenskih Konjicah. Kira, kako si? V redu, fajn. V redu, zanimivo vprašanje, ne? Danes zjutraj moram povedati, da sem Kiro že poslušala na Miklavževem zajtrku, ki ga vsako leto pripravlja medijska hiša Novice in Radio Rogla, in Kira je že tam nastopila. Tako da očitno Kira zelo upošteva Ladov nasvet, ne vem, če ste ga poslušali. Namreč v oddaji Slovenija ima talent je rekel: Kira, ti moraš čim več nastopati. Doma, v kopalnici, v gostilni in na vseh odrih. Kira, kako je zdaj s teboj, s temi nastopi? Ja, zdaj pa res veliko nastopam, tudi doma v kopalnici, res je posod. Odlično, kje vse te bomo lahko še ta december videli? Imaš še kakšne take posebne nastope? Ja, zdaj še po kar nekaj, še nekaj prihaja, naslednji teden petek bom verjetno tudi tukaj. Ja, veliki. No pa malo te vseeno moramo vprašati, mogoče o tem zakulisju oddaje Slovenija ima talent. Kakšni so tvoji občutki tako zdaj, ko si že kar nekaj časa v tem kolesju? Kaj se te mogoče najbolj dotaknilo na tej poti skozi talente? Ja, na tej poti skozi talente se me verjetno najbolj dotaknil tak zlati gumb, ko pač je bil ta prva potrditev, da pač res nekaj delam prav. Po pa itak naprej, da sem šla pol, da so me ljudje, za vsak vaš glas se vam zahvaljujem, že tak in tak, ampak ja, da so ljudje tudi videli in da so me poslali naprej v finale. Ja, absolutno smo to videli, a ne? Drži, dajmo en aplavz za Kiro. Ti si rekla, da je tvoj plan A petje in tvoj plan B petje in Lado je potem rekel, da ne znaš planirati, ker je to isti plan. Tako da mi te tako pri planu A kot pri planu B seveda zelo podpiramo. Me pa zanima še nekaj, a si izbrala že finalno pesem? Nisem še, to je zdaj v postopku, trenutno. In kaj bo odločilno, o čem razmišljaš, ko izbiraš skladbo? O tem, ob čemer sem najbolj počutila, ko bom pela. Tako je prav, iz sebe moraš izhajati. Kdaj je finalni nastop? 22. decembra. 22. decembra. Vsi pripeti na televizijske zaslone navijamo za Kiro Štruc Jurički, ki nam bo danes malo kasneje zapela še eno skladbico. Kaj si še pripravila za nocoj? Za Božič spet kot otrok. Eva Boto, ne? No in to je že tudi napoved prazničnega decembra, ki se obeta v Konjicah. Tudi Eva Boto bo namreč prišla v Slovenske Konjice. Skratka, samo malo vam bom povedala, kaj vse se bo dogajalo. Torej, danes odpiramo drsališče, ki bo tukaj za vas odprto vse do 1. januarja. Drsali boste lahko, drsalke bodo brezplačno na uporabo, tako da vabljeni, da se družite na našem drsališču. Prav tako danes ste videli, da je že kar nekaj mestnih smrečic okrašenih, razna društva, šole, zavodi, organizacije so okrasili skoraj vsak svojo smrečico, kar 65 smrečic bo letos okrašenih, tako da vsem iskrena hvala za to. No, čez nekaj minut bomo seveda tudi praznične luči prižgali in potem bo naše mesto praznično razsvetljeno. Potem pa bolj kot se bo bližalo novo leto, bolj bo pri nas praznično. Lepo bi vas povabila na sprehod, na predbožični večer po našem starem trgu, ko bodo skavti prižgali svečke ob našem potočku in vas tako pospremili na pot proti cerkvi Svetega Jurija. Od 26. do 30. decembra naprej pa čisto vsak večer tukaj na mestnem trgu. Torej, napovedala sem že, da pride Eva Boto, pride pa tudi Leopold I in II, potem pride Mojca Robič, potem bodo tukaj plesalci plesne šole Jaden Studio, pa plesne šole Pika,
gonobici bodo tukaj in pa ves čas bo tudi poskrbljeno za kulinarično ponudbo, tako da vabljeni, da se oglasite pri naših stojnicah, hišicah na kakšen osvežilni topel napitek. Tako da toliko za začetek. Zdaj bom pa jaz oder predala še Kiri, da zapoje še eno skladbico, torej tako kot je rekla, od Eve Boto. Vas že sedaj prosim, da navijate za njo, glasujete za njo v finalu, torej 22. decembra. Potem pa se oglasiva skupaj z županom, ker bo seveda čas, da prižgemo lučke v Slovenskih Konjicah. Bela noč me spet objame, občutek me prevzame, ki spomine prebudi. Spet se jutra veselim, ko prekrita bo snežna, podrobne stvari so tu zveze na nebu vedo, da za Božič se počutim kot otrok, ker bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj kaminu se smeje, ljubezen je tak, ki me greje, solze mi sreče napolnijo življenja tvoj, ker za Božič sem spet kot otrok. Zaspim, le doma tako zažarim, daj objemi me spet močno, drobne stvari so tu zvezde na nebu vedo, da vsako leto rada vrnem se domov, ker bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak, ki me greje, solze mi sreče napolnijo življenja tvoj. Se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak, ki me greje, solze mi sreče napolnijo življenja tvoj, za Božič sem spet kot otrok. Tako, to je bila Kira Štruc Jurički, ki je napovedala tudi še delno naš program v decembru, torej tudi Eva Boto pride. Naj vam še povem, da če ne veste, kam iti na najdaljšo noč v letu, torej na silvestrsko noč, lahko pridete na naš mestni trg, kjer se nam bo pridružil SOS Kvintet in tudi letos bo luštno, da skupaj vstopimo v novo leto. Tako se mi je pa sedaj na odru že pridružil župan naše občine Slovenske Konjice. Zelo smo veseli, da na praznično pot, v praznični december vstopa župan Darko Ratajc skupaj z nami in zdaj ga bomo seveda zaprosili za kakšno lepo praznično misel.
En lep dober večer. Lepo je videti Konjičane zbrane v tako velikem številu. Jaz upam in verjamem, da bomo tudi ta december se potrudili in da bo tukaj na Mestnem trgu veliko lepih dogodkov. Želim in upam, da se boste veliko številu tudi udeleževali. Ker so pred nami praznični dnevi, novo leto, dovolite, da vsem vam, vsem tistim, ki imate radi, zaželim se lepo, predvsem pa miru in zdravja. In pravijo, da v tem pomislimo tudi na tiste, ki po svetu trpijo, da bi bilo leto, ki prihaja lepše in bolj srečno. Hvala lepa. Hvala lepa, župan, za tele besede. Sedaj pa jaz mislim, da je vse pripravljeno za prižig praznične razsvetljave, ampak pri tem bomo seveda potrebovali vašo pomoč. Zdaj bi vas najprej prosila, da se vsi obrnete stran od odra in pogledate bodi si tole našo veliko smreko, bodi si po trgu gor, kajti tam se bo zgodila čarovnija, tam se bodo prižgale lepe praznične luči v našem mestu. In seveda, da bo vse potekalo tako, kot mora biti, me zanima, a znate šteti od 10 do nič? Sigurno, ne samo od nič do 10, ampak tudi nazaj gre, od 10 do nič bo šlo. Ok, potem bomo pa zdaj naredili tako, da bomo počasi odštevali od 10 do nič. In ko bomo rekli nič, se bodo prižgale lučke v Slovenskih Konjicah. Ok? Ok, pripravljeni. Gremo, župan bo tudi pomagal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lučke! Tako, dobrodošli v prazničnem decembru v razsvetljenih Slovenskih Konjicah. Naj vam bo lepo v naši družbi, družite se čim več z nami tukaj na trgu in srečno pot v novo leto vam želimo.